Pozdravljeni! Danes bomo skupaj skušali najti odgovor na vprašanje, ki verjetno bega marsikaterega navdušenca. Zakaj je Red Bull na začetku sezone 2026 tako slab? Za marsikaterega ljubitelja Formule 1 je verjetno Red Bull na začetku letošnje sezone eno izmed največjih razočaranj. Lani je Max Verstappen bil drugi v razvrstitvi voznikov z zaostankom pičlih 2 točk za svetovnim prvakom Landom Norrisom. Ampak letos še zdaleč ne vidimo tistega, kar smo bili dobesedno navajeni lani. Namreč ne smemo pozabiti na nekaj, da lani je Max Verstappen odpeljal kar nekaj fantastičnih dirk in po mojem osebnem izboru je bila velika nagrada Italije v sezoni 2025 tista, ki bi morala biti zapisana v zgodovinske knjige. Ampak po prvih 3 velikih nagradah v sezoni 2026 in enem sprintu od tistega lanskega Red Bulla ni ne duha in ne sluha. Tu ne smemo pozabiti, da tudi na začetku turbohibridne ere so pri Red Bullu imeli kar nekaj težav. Krivda je bila po večini na strani takratnih pogonskih sklopov Renault. Vemo, da so se sporekli, vemo, da je prišlo malodane do pretrganja pogodbe in komaj z Hondo so zopet prišli tja, kjer smo jih navajeni. Ampak je krivda samo na pogonskih sklopih Red Bull Powertrain 4 ali pa je resnica malce bolj kompleksna. Videli bomo v nadaljevanju, da pogonski sklop Red Bulla sploh ni tako slab. Seveda ima določene težave z zanesljivostjo, kar je po svoje tudi razumljivo in pričakovano, ampak po drugi strani bodo marsikateri sledilci tega kanala presenečeni. A poglejmo si najprej to točko, torej pogonski sklop Red Bull Powertrains in zakaj sploh ni tako slab. Preveril sem pri raznih virih, kot trdijo tisti, ki so imeli možnost morda videti ali pa slišati v živo, je turbina pri pogonskem sklopu Red Bulla približno takšna kot pri Mercedesu. In jasno je, da Red Bull na štartu izgubi nekaj mest. Vidimo tu na grafičnem prikazu, da je Red Bull seveda v ozadju. A ne smemo pozabiti na nekaj, na neko zanimivost. Naprimer Honda, ki je pri Aston Martinu in dobro vemo, da je situacija tam porazna, pridobi kar nekaj mest na štartu, ker tudi pri japonskem dobavitelju pogonskih sklopov imajo turbino z manjšim presekom, podobno kot pri Ferrari. A po drugi strani videli smo lahko, da Red Bull dosega, vsaj kar se tiče končnih hitrosti, lepe vrednosti. In tu je treba poudariti, da ukolikor bi imeli šibkejši pogonski sklop, kaj takega ne bi bilo izvedljivo. In po govoricah v pedoku je moč razbrati nekaj, da pri Red Bullu so tako blizu Mercedesu, da ne bodo deležni one pomoči, ki jo nudi pravilnik A-Duo. Torej,
pogonski sklop, če odpišemo težave z zanesljivostjo, zagotovo ni tista glavna šibka točka pri Red Bullu. No, katera pa je? Govorili smo že pri analizi Meklarna, da se verjetno tisti boj iz sezone 2025 vidi v zaostanku na začetku sezone 2026. In pri Red Bullu je to dvorezni meč. Prvič, imajo zaostanek podobno kot Meklan. Ampak drugič, verjeli ali ne, pri Red Bullu v tem trenutku imajo najbolj zastarel vetrovnik. Rabijo onega v Bedfordu, namreč tista nova struktura, ki jo gradijo, ni še končana. In če imaš tehnološko zastarel vetrovnik, rabiš enostavno več. Če si tisto nekaj več porabil lani za model 2025, se zadeve vidijo. In kje se vidijo? Prvič, govori se, da ima Red Bull približno 20 kilogramov previsoko maso. Kar bi se znalo, seveda v tem obdobju, v aprilu, ko nimamo dirk za veliko nagrado, nekako popraviti. Ampak ni še konec. Izgleda, da pri Red Bullu imajo še neko težavo. Spregovoril je Izak Hadjar, ki je primerjal lanski in letošnji model. Dejal je, poenostavljeno, da lanski Red Bull je bil težaven, ampak hiter, letošnji je prav tako težaven bolid, ampak hiter zagotovo ni. Videli bomo iz nekaj podatkov telemetrije, da Red Bull kot da ne bi imel oprijema. Če govorimo na primer o Ferrariju, da ga ima morda preveč, ga ima Red Bull zagotovo premalo. Vidimo lahko iz te preglednice, da pri Red Bullu ne morejo držati odprtega plina. Primerjava v odstotkih je več kot zgovorna. In sedaj, da se bomo razumeli, na ravnini ni težave imeti odprt plin, tam se gre naravnost. In videli smo tudi, da Red Bull visoko končno hitrost doseže. Po drugi strani, na tistih tehničnih ovinkastih delih proge, je treba imeti oprijem, da se lahko stopi na plin. In podobno lahko vidimo tudi na tej preglednici, kjer imamo malce bolj razdelano, namreč na polno odprt plin, vidimo lahko tiste dele, kjer ni popolnoma odprt plin in tako naprej. Red Bull zaostaja. In tu lahko bi dejali, da imamo 3 poglavitne točke, zakaj je Red Bull na začetku sezone 2026 v zaostanku. Prva je tista vezana na sam izbor, kar se tiče pogonskega sklopa, kjer so sledili Mercedesu in bodimo iskreni. Vsak izbor ima pozitivne in negativne strani. Na štartu se pozna to, da imajo velik presek turbine, ampak nič hujega. Po drugi strani vidimo, da ima verjetno Red Bull malce višjo maso od tiste minimalne predpisane. Ampak verjamem, da bodo to sčasoma rešili. Ampak tretja točka, tisto pomanjkanje samega oprijema, je bolj kritično. Posebej pri vozniku, kot je Max Verstappen, ki je nekako prisiljen v to, da hoče imeti oprijem predvsem na prednji osi. Če oprijema nima, če ima nervozen bolid, kot izgleda iz raznih posnetkov, je v težavah. In tu se tudi vidi, da sta Max in Izak dokaj blizu. Ne trdim, da je Izak Hadjar vsaj tako hiter kot Max Verstappen, ampak razlika med obema voznikoma Red Bulla je manjša od tiste, ki je bila lani.
Ampak v stanju, kot vidimo danes, Red Bull je verjetno res tam na nivoju ekipe Haas, ekipe Alpine. In tu bi vam rad dal še neko zanimivo vzporednico. Pri ekipi Racing Bulls se lani niso borili za naslov, čeprav uporabljajo prav tako zastarel vetrovnik v Bedfordu kot njihova, imenujmo jo matična ekipa, so imeli več časa na razpolago za razvijanje modela 2026. In verjetno tudi iz tu izhaja tisto dejstvo, da je bolid ekipe Racing Bulls tudi bistveno bližje onemu, kar so napravili pri Red Bullu. Bodo sedaj v aprilu lahko izničili ta zaostanek? Po mojem mnenju kar tako ne, ampak upam, da se bodo onim tam spredaj vsaj malce bolj približali. Ampak, kot smo videli, zaostanek Red Bulla je malce bolj kompleksna zadeva, kot se lahko zdi na prvi pogled. Ampak vseeno upam, da sem moja videnja razložil na dokaj enostaven način. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.